Lep pozdrav vsem, ki vas zanima Kitajska. Tole predavanje je nastalo po kar dolgoletnem sodelovanju s Kitajsko in pa smo se enkrat, oziroma sem se odločil, da naredim interno za nas eno predstavitev. Pa je pa to ratalo tako, da so še na univerzi rekli, če bi še na univerzi za une skupne službe povedal, pa smo pa še tukaj naredili še enkrat. No. Tako da zdaj to tretja iteracija. Lepo pozdravljeni vsi, tudi gostje, ki niste z fakultete. Zdaj, tale predavanja niso tehnična, ampak so poljudna, tako da so me še posebno opozorili, da naj ne težim preveč s tehniko in da naj povem, kako življenje izgleda, pa kako se z njimi posluje. Ne? Zdaj, moram jaz tole prižgati, bi bilo dobro. Takole. Zdaj, ene par ljudi je v teh kitajskih, rečemo temu, izkušnjah upletenih, tle vidite napisane. Zdaj, jaz bom večino povedal, seveda z veseljem, če še od ostalih, še dva sta, Istok pa Ton, tukaj tudi z veseljem, kaj povejte kar vmes. Zdaj, ideja tega KPJ je pa sledeča. Zelo malo teksta boste videli, samo na začetku, potem so pa vse samo slike, ki so naše slike, razen mogoče 3 ali pa 4. Probajte ugotoviti, kjer niso, ene 4 niso naše ali pa moje. Probajte ugotoviti, kjer to so. Vse ostalo je pa samo iz fotk, boste videli, kako to izgleda. Pač video. Lejte, tako se je to začelo. Tale zgodba, ki jo tukaj bom razložil, dejansko veliko ima veze z 2 projektoma bilateralnima, ki gor pišeta. To sta bila z 2017-2019. To sta 2 univerzi. BNU pomeni Beijing Normal University. Pač ta je normalna, vse ostale so nenormalne. Une so unnormal, vse ostale. Zdaj, normal pomeni zgodovinsko na Kitajskem, da je bila to pedagoška fakulteta, ampak ni pedagoška več, pač ime ohranila, delajo pa vse živo, ni samo pedagoška. Pač ime pa ima, normal je pa v osnovi pedagoška. Zdaj, druga je bila ta Jinan, zdaj tle je pa mogoče samo en izsek, kaj vse smo dali skozi, se pravi Hust, Istok, IKI je pač ena konferenca, ki smo zares začeli s temi v Pekingu delati, vmes še malo Husta, IKI. To je v bistvu, kar je zgoraj se je zgodilo, to, kar je pa spodaj, se pa zdaj pogovarjamo za naprej. Tako za občutek. Tega je kar veliko in trenutno mi 4 oziroma nas 5 delamo po 3 kanalih. Jinan, BNU pa Wuhan. Zdaj, vem, da fakulteta sodeluje tudi s Sichuanom, pa kdo drug na fakulteti mogoče še kje. Zdaj je zelo velik push kitajskih univerz, da bi začeli sodelovati z Evropo, tako da se te strateške vizije malo, bom rekel, ojačijo. Zdaj mogoče tle, če pogledate, jaz kje pointer. Če tle pogledate, tole je Kitajska in na Kitajskem, ko prideš, se oni pogovarjajo, s kje si pa ti doma in oni rečejo, jaz sem pa Henan province, jaz sem pa Hubei province, jaz sem pa, ne vem, Hebei province, Shanxi, Shandong. Skratka, to je za njih tako, kot da pri nas rekel, ja, to je pa Evropa in jaz sem z Portugalske, jaz sem Španije, jaz sem z Nemčije. Se pravi, če nekoga vprašaš, s kje je, jaz sem pa Sichuana. In potem te pokrajine ali pa province imajo več mest in dejansko oni se pogovarjajo tako, da pač s kje so doma, povejo, s katere province so doma. In to je pri nas zelo podobno, kot da povedal, s katere države si doma. Zdaj, mi smo bili tukaj, se pravi Peking, pa, kaj je ta druga, tale, Shandong, tle je Jinan, ona druga je pa v temule, v Henanu, Istok, v Hubeju, ta tretja, to je center Kitajske. Tako da, tako približno zgleda, tako da bi se pogovarjali Evropa, pa Portugalska, Španija, Nemčija. To je za njih čist pač po teh provincah. Zdaj, s tem ne bom preveč vas matral. Mi smo imeli eno bilateralo
spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo nosljivih naprav. Pač Kitajci so naredili neke zapestnice, s katerimi so merili, kako gibalnost zgleda pri mladostnikih, mi smo pa nekaj na blockchainu pa na IoT-u delali, no, pa zdaj imamo en doktorat na temo tega, kako bi mi za big data analizirali te podatke o mladostnikih, veste, tisti, ki smo v srednji šoli tapkali, pa ki smo gubo merili, pa ki smo v daljino skakali. No, to je nadaljevanje mogoče tega majčke pri nas. Zdaj, tle smo bili, od tukaj je večino izkušenj in ko tja prideš, srečaš tako stavbo, to je v bistvu glavna stavba Univerze BNU. Zdaj, malo si pogledajte ljudi, to je ogromna stavba. Tako da vhod je tlele, potem so pa to je v bistvu njihov headquarters, potem imajo pa stolpnice naokrog, zato da imajo predavanje, pa knjižnico, pa tako naprej. Saj bo še kakšna slika. Tako da prva stvar, oni to ne delajo miniaturno, ampak je vse na veliko. Če se nečesa lotijo, naredijo tako, da pač je tehnološko super, je veliko in da bo držalo dolg časa. Tako da to. Zdaj, recimo za občutek, to je knjižnica. Tole je, preden prideš, v bistvu te kampusi, vse te stvari so v kampusu not in imajo v kampusu tako ponovadi 4 vhode, vzhod, jug, sever. In na enem izmed vhodov je recimo tole, ne, tole je Jinshi hotel, tle smo večino časa živeli in to je hotel, ki je od univerze. Univerza fura hotel in je bil polovico krat, ko smo bili mi tam, to je med dražjimi hoteli, polovico časa, ko smo bili mi tam, je bil zaseden in smo mogli biti tako kakšen kilometer preč v kakšnem hotelu dobrem tudi. No zdaj, za občutek, tole tle spodaj je kampus. Se pravi, vidite, da v tem kampusu imajo noter, se pravi, mislim, da je tlele meja, pa takole nekak je meja, to je pa kampus, vidite, da imajo not igrišče, stolpnice, tako da tukaj not živijo in študentje in učitelji, skratka, mini mesto sredi mesta. Tako par kilometrov, recimo 2 kilometra dolgo, 2 kilometra širok in tako en tak kvadrat. Potem so ugotovili, da je to za njih premajhno in so naredili 25 kilometrov zopet v Pekingu proč nov kampus. To je to. Se pravi, nov kampus je tole, tle vidite v bistvu eno panoramo smo naredili in v tem novemu kampusu je 5 štukov pod zemljo je knjižnica, vidite, da je vse prazno, ker so se glih takrat selili tja. In potem smo mi te naši, te profesor Bije, smo rekli, ona je v bistvu, tako se malo menja, malo je dekanja, malo je direktorca nečesa, tako, v bistvu te dve vloge imajo, direktor pa dekan recimo, ne. In ona so se malo menjali, pač nekaj časa je bila dekan, nekaj časa direktor nečesa. In smo ji rekli, glejte, drugo leto bomo pa sem prišli, a ne, se te sem preselili, ker je nov kampus. Pa rekla, ne bomo se sem preselili. In rečemo, zakaj pa ne, saj to je Peking, sred Pekinga, to je super, vse novo in tako, ne. Pa rekla, ne, security issues. Kakšen security, a ne. Pa reče, veste kaj, provincionalni vlak pripelje v tisti del Pekinga. In z province pride veliko ljudi, ki hočejo v Peking, pa jim ni dovoljeno priti v Peking, tako da predvidevamo, da bo tam veliko kriminala. In je pač ostala raj tam v centru, kjer je več prometa, dlje časa, da prideš do tja in se verjetno vodstvo ne bo sem preselilo zaradi security issue. Ampak mi nismo začutili niti malo, da bi bil to security issue, ampak očitno se dogaja to, da v bistvu provinca, ljudje z province bojo hoteli že zdaj hočejo v ta mesta prideti, mi tega nismo ne videli, pa ne čutili, ampak očitno je nekaj na tem, ker pač so to rekli čistko mirno, brez problemov, kaj bi si mi mislili. Ne? Zdaj, Kitajci so zelo mahnjeni na dve stvari. Ena stvar je hierarhija, pa to, da se je treba slikati. Slikati se je treba non-stop. Prineseš, nekaj prineseš eno flašo, nekaj prineseš, to treba se slikati nakrat.
To je v bistvu, slikaš se, daš se, slikaš, potem še enkrat se treba slikati, pred plakatom se treba slikati. Tako da slik imamo mi neomejeno slik in oni jih imajo pa nkrat neomejeno. Tako da to je res noro. Ne? Tako da slikaš se na vsaki priložnosti 15krat slikati, ker je to za njih ne vem kaj vse. Dokaz, da so tam bili, dokaz, da so dovolj pomembni, dokaz, da pač imajo mednarodno, skratka, dokaz na dokaz. Ne? Tako da eno je ta del, tole bom potem kasneje povedal. Mogoče še to, ne? Zelo veliko se tudi je. In je se toliko, da na koncu ne moš več. Zanimivo je, kako se posedate, to je mogoče tak nasvet. Ne? Zdaj, vrata so, ja, tale je bil glavni in v bistvu on sedi z hrbtom proti zidu, vrata so tukaj in levo od njega sta dva gosta, potem sta dva druga njihova, potem sta, kako že, še dva gosta in potem sta tako v bistvu neka čebula, se pravi, na uni strani drug, potem dva gosta, pa dva njihova, pa dva gosta, pa dva njihova, dokler okrog ne prideš in nujno pri vratih je pa tist, pri vratih, to je tale bil v tem primeru, je pa tist, ki plača. Ne? Tist, ki plača, pa tist, ki vrata pazi na nek način. Zdaj, tlele sem dal še malo slik s tole istok, v centralni Kitajski, tole bom mogoče majčkeno kasneje razložil. Skratka, tukaj kasneje boste videli prehrani. Je se, skratka, najmanj, jedi mora biti najmanj 2 jedi na osebo in če imate vi tle 10 oseb, imate 20 jedi, če si pa še bolj priznan gost, imaš pa 40 jedi. In to nikoli ne veš, kdaj je konc. To kar prihaja in ti si misliš, da si že naredil svoje, si že čist fertik, še kar prihaja. Ne? Tako da, to je kar naporno, no, včasih. Dobro, to so en zelo eminenten profesor, ki ima pri njih so te glavni laboratoriji, ki jih država zelo močno financira, se imenuje Key Laboratory. Ne? Se pravi, Key Laboratory for VR ali pa Key Laboratory for Networks. V bistvu, on je bil en izmed predstojnikov enega te Key National Lab for something. Ne? Mislim, da je bil for security, a ne? A je bil? A je bil za VR pa za robote. Ja. No, tako so, v bistvu so zelo preprosti ljudje, zelo preprosti, ampak v bistvu interno so pa lahko zelo pomembni, ker te key labi dobijo tako milijone iz državnih virov, zato da pač gradijo ta svoj key za državo, ne, key na nekem področju. Ne. Zdaj, to je ta gospa Bi, s katero smo začeli sodelovati, pa je potem vključila še veliko drugih, tako da zdaj mi v bistvu tam jih poznamo vsaj 15 vodij labov. No, tale slikca je pa zanimiva, bom pri eni drugi slikci povedal. Glejte, kaj mi tam delamo? Eno je, da greš na konferenco pa poveš 2-3 stvari. Drugo je, da imaš vabljena predavanja za njihove neke ožje skupine na neke teme. Tretja pa je, da imaš ti, da ti v bistvu nek vrste mentoring pa tutoring njihovim študentom delaš. Tako da to so naši glavni jobi tam. V bistvu v okviru vsega je pa nek projekt, ki ga delaš skupaj. Se pravi, v tem primeru je bilaterala na tiste mladostnike, pa bilaterala na, ne vem, biofeedback v športu, pa skratka, neka tematika, okoli katere se greš. Ne? No, gledajte, tole je recimo, ne, mi je zelo ostalo spominil, to so najboljši študentje iz vseh provinc Kitajske, ki so se ful borili, da so lahko prišli na Kitajsko v BNU študirati. Ker Peking je v bistvu za njih dosti center sveta in vsi želijo Peking. Tako da v bistvu to preseljevanje v Peking regulirajo na zelo različne načine. In te so bili toliko dobri, da so prišli sem v Peking po služenju vojaškega roka. Se pravi, morajo vojsko, pa sem. Se pravi, bili so 20-letniki. No in mi smo tle sedeli in vprašanje je bilo, kako se študira, kaj in kako delati. In
v bistvu nas je presenetilo, da je bilo eno prvih vprašanj, ki so vprašanje, kako pa vi s private life-om upravljate. Pa nam ni bilo nič jasen. Pa rečejo, ja veste, mi smo v srednji šoli bili od 6 do 10, 6 zjutraj do 10 zvečer, naši učitelji v srednji šoli so bili z nami od 6 do 10 zvečer, mi se cel dan učimo, mi ne želimo tega življenja delati na ta način, tudi potem, ko smo stari, ko ne bomo imeli časa za otroke, kako pa vi pri vas to delate? Učitelji pri vas tudi morajo tako. Ne? Potem pa mi seveda rečemo, ne, saj človek več kot 10 ur na dan efektivno ne more delati, tako da to je v bistvu brez veze, da ste cel dan na faksu in tako, ampak dejstvo je, da so oni ta najboljši, da prideš v Peking, so jih do konca so jih preverjali njih in učitelje, zato ker so pač verjetno neke točke imeli tudi učitelji, če so te učenci šli tja. Tako da njihovo prvo vprašanje ni bilo nekaj od tehnike ali nekaj podobnega, ampak kako vi handlate svoj prosti čas, ker mi in naši učitelji ga nimamo, kako ste lahko učitelji na univerzi, kjer more biti še hujše. Tako. In to je bilo v bistvu zame, je bilo to kar malo šok, ko je bilo tako dosti nepričakovano. No in potem smo v bistvu imeli, potem se je debata razvila na vse žive smeri, ampak dejansko to je bilo prvo resno vprašanje, ki ga je nekdo dal in vsi so zelo poslušali, kaj bomo odgovorili. No. In na koncu je bil tutorial res na to temo, ko delaš, delaj, ampak brez tega, da si malo afraid, tudi delati ne boš mogel dobro. Tako na ta način je bil pojem odgovor. Ne. In, tako da takih stvari je več, no, tako je v bistvu dosti majhne skupine študentov imajo in verjetno pripeljajo tudi taki, ki so dojemljivi za to. Ne. Zdaj, tisti, ki delate table na fakulteti, takole, to je povsod, kamor prideš, je neka taka velika tabla, to je, ne vem, 5x3, 5x2 metra, in to pravljajo potem, kaj se bo dogajalo, kdo bo prišel in tako naprej. Ne. To je pač to, dobro, to so, spodaj so ta vabljena predavanja. Zdaj, mogoče to, ne, oni imajo ta magistrski študij njihov. Oni temu rečejo, da delajo magisterij, ampak njihov magisterij je zelo veliko projektnega dela, pa nakrivijo jih, da objavljajo članke. In njihovi magistri, se pravi, te, ki delajo MSC, tako kot oni to nam predstavljajo, so dejansko naši PhD študenti, ker v bistvu morajo več člankov narediti in več vsega tega, kot pa naši PhD študenti. Tako da fejs jih krivijo na temo teh člankov. Delajo pa, no to je en izmed levov, se pravi, tole je plc enega tega magistrskega študenta, ki večino časa takole preživi. In dobi takle plc, te magistrske študente država plača in mislim, da en učitelj lahko handla 6 takih. 6, mislim, da je 6, ne? 6 teh MSC študentov lahko handla, potem je pa naprej je pa potem doktorat. To je bil en VR lab, pa pač par slikc. V kampusu imajo pa vse. Tržnico, štacuno, restauracije, dobre, slabe, tako več nivojev, parkirajo not avto in tako naprej. Tako da ta njihov kampus je vse. Zdaj, vsakeč, ko pridemo tja, moramo poslati, kaj bomo mi delali in to take plakate naredijo, to obesijo, na one panoje dajo, tako da ta PR navzven, da se vidi, kaj delaš, to je pri njih zelo, zelo pomembno. Tako da, in tudi tehnološko zelo napredno. Ne? Zdaj pa, ena izmed teh delavnic, ki smo jo imeli za študente, je bila taka, da so tudi drugi iz Amerike prišli. In v bistvu to je bil tutorial, kako prideti, se pravi, oni imajo ena izmed velikih ciljev teh študentov je, kako prideti v Ameriko. In v Ameriko lahko prideš samo, če znaš angleško, če si ful dober pri njih, pa če par cool člankov napišeš. No in naš del zgodbe je bil v bistvu to, da smo jim razložili, kako pri nas gledajo raziskovalni projekti, kako izgleda to, kako izgleda sodelovanje s podjetji uno tretje. Potem so povabili še par ameriških profesorjev, seveda Kitajcev, ki so pa razlagali take stvari, kot je, recimo, oni tako pišejo po zlogih stvari in oni ne štekajo množine, ne štekajo
skratka, te besede, data, networks, kdaj je S, kdaj je D, kdaj je to v bistvu pri njim nič ni jasno. Ne? In imajo tečaje, kako pisati članke, pa kje se ne smeš zmotati, ker te bojo editorji takoj ven vrgli. Tam so sedeli editorji, ne vem, 5 revij je bil en editor, pa je rekel, če mi to napišeš, sploh ne berem, vržem v smeti. In tam so študenti sedeli in tako gledali, če je to res, niso čisto verjeli. Ampak dejansko je to res. Tam je pač editor, ki ga tudi mi poznamo, je razlagal, lejte, če jaz vidim, kakšne banalne stvari sploh ne berem, vržem v smeti, nauči se angleško, potem pa pošli. Tako da, to je na temo, ko začneš pisati papir, ni samo vsebina tiska moraš, ampak tudi angleščina je zelo matra. Se to te na koncu videl, pa je malo za hec. Ja, to je naš v bistvu job tam. Zdaj, kaj delamo, začeli v bistvu konferenca IKI. To je pač ena na temo interneta stvari, pa oni to noter stlačijo vse. To je nek velik kitajski erk, no, tako, zelo velik erk. No in zdaj občutek slikanja in slike. Na začetku konference vse dajo ven pred to stavbo, to dobijo fotografe, stojala, vse in to v bistvu stojiš tam mirno in oni to takole slikajo, postavijo, ti si tam, ni dileme, kje je kdo, oni povejo, to slikajo in potem samo to gor nalimajo še, da se ve, da se pred to ta glavno stavbo in to ti potem dajo plastificirano za domov, zato da imaš v fizični obliki in še v elektronski obliki. No in takih slikanj, to je polno, neomejeno. Tako da to imajo res. Tako da pa taka slikanja, pa potem so, ne vem, recimo ta je organizatorca, ta je ena v Avstraliji, potem smo mi, tale, ne vem, je bil ena firma, ki je mi donirala, ne vem, $500,000 za ne vem kaj, tale je bil iz Cardiffa, pa smo bili mi tako, v bistvu zelo dajo na to mednarodno sodelovanje, ki se hoče vpeti v to, ki do zdaj niso bili. Ok, to je zdaj ta del biznisa, ljudje, fakultete, bom rekel, študenti in podobno. Če kakšno vprašanje, kar? Zdaj temo menjamo. No, zdaj pa druga tema, razvoj. Seveda, ko si tam, se malo zalakam voziš naokrog in takole vidiš bloke, ki nastajajo, mesta, ki se širijo. No in za njih je mesto 10 milijonov nič poseben. Mesto 20 milijonov je tako pač, ok, mesto. To je to, ne? No in tole, recimo, to je slikano z vlaka. Ta vlak gre tle v bistvu med 200 pa 250. No in tako se voziš, še ne 5-10 minut se voziš mimo stavb takih, ki jih gradijo, tako, a vidite tle, koliko vrst je zadaj, ne, pa tle zadaj je tole. To v bistvu vlak se tle meni pelje in to je, večinoma je to, po moje, tole prazno še. Tle vidite, kaj ful delajo, tako da v vsaki vpadnici v mesto se voziš, ne vem, 200 do 300 na uro, 5 do 10 minut in takele bloke srečuješ. Tudi, ko se peleš z avtom, se peleš pol ure do mesta in vidiš, se mem tega voziš. Ne? Tako da noro gradijo blokov ob mestih. Mi smo, tega je veliko, nismo pa nikoli zares videli nekih tovarn, oziroma, ko smo videli neko tovarno, je bilo tako, lejte, tle je pa tovarna, pa smo se sprašvali, kje pa je to. In nam to še zdaj ni jasno, kje imajo oni tiste tovarne, kjer se vse dela za cel svet. Ko smo tudi mi te sprašvali, ki so relativno razgledani, kaj bo delali 5 milijonov ljudi, ki bojo v blokih stanovali. Je bil odgovor v restauracijah, tako, v javnem sektorju, tako, odgovor, jaz ga nisem kupil, ne vem, ga je kdo od vas kupil, ne moreš ga kupiti, ker to ne more biti resno. Oziroma, nekje drugje morajo vir imeti, da ogromne, to so milijoni ljudi. Ne? To je ena stvar, druga je pa pol tega je po moje praznega, ker oni preseljujejo ljudi iz province v te bloke. To bomo pa kasneje videli, to logiko, ki preseljujejo ljudi, pa ljudje še ne kupijo tega razvoja, mentalno še ne kupijo, kako to pa izgleda. Ne?
Tako da to je ena plat zgodbe. Glejte, tle tudi spodaj vidite, tako. To je nek strd del, ki imajo neke stvari, vse naokrog in pa zid takole. Tega je ogromno. In to ni infrastruktura, ki je kar nekaj, to je infrastruktura, ki je bolj sodobna, kot jo vidiš pri nas ali tako po Evropi. To je narejen tako, kot se zagre. Ne? Optika, kamere, ledice, to ni kar nekaj, tako da bi malo sestavili skupaj. Ne? To je sistematično narejen. Ne? Gradi se, dobro, zdaj ta zadnja slika od gradenj, se pravi, tako na eni strani ima že to, potem pa se lotijo druge strani, pa lotijo druge strani. Ta je od Istoka in recimo so se pogovarjali, rekel, da je v bistvu takih gradenj, ki gradijo, prosim, 10.000 gradenj je v enem mestu takih, v enem trenutku. Ja. No, potem pa rata takole, te lučke so, v bistvu, zelo radi imajo lučke. To je nek most ob morju, res je lepo, ne moreš reči, da v bistvu ne naredijo tako, kot se zagre. Pač naredijo lepo. In tako parke, plaže, lepo, ni kar nekaj. No? Tako da, čakajte, kjer je naslednja? Ja, no, ta je ena izmed unih znet, tega nisem mogel slikati. Peking je že eno največjih letališč in zdaj delajo največje letališče, to je to. Bojo še enega imeli, kar ne morejo handlati. No, gremo malo na transport. Kaj bi mislite, kaj je to? To je železniška postaja. Železniška postaja je pri njih približno tako, kot pa pri nas avion, security checki, prideš tja, vlak pripelje, grejo ljudje noter, vlak odpelje, čakaš, karto naprej kupaš, vsi ne smejo iti na vlak, do tega tudi, če pridemo, kdo sme pa. Prosim? Ja, gate imajo za na vlak, ja, gate, ne vem, tako, ko imaš gate A13, pri nas imaš tudi tam gate A13. Tako da, to je logika letališč, no? Imajo oni za vlake, ne? Ker tudi te vlaki, njihovi to hitri, dejansko funkcijo letal upravljajo. Ker v bistvu ti si iz Šanghaja v Peking, si v 3 urah pa še malo in to je približno 3000 km. Tako da, če mene vprašajo, koliko je velika Slovenija, jaz rečem, sej to si ne morete predstavljati, ampak povem, da vlak iz enega konca na drugega potuje 7 ur. Pa si mogoče kdo predstavlja, da smo. Ja. No, to je zdaj, oni gradijo to omrežje teh hitrih vlakov, to je zdaj narejen, takole, v bistvu to je Hong Kong, to je Šanghaj, tle je Peking, tle je Xi'an, to je v bistvu tle nek center Kitajske, tle nekje, evo Wuhan. Ne? No in to je zdaj njihov ta zgodba hitrih vlakov, vlaki so približno taki in čakajte, je bilo na prejšnji slikci, evo, to je slika, pač 300, gre tudi več. Ja, zdaj metro izgledajo takole, pač je veliko ljudi, dobiš tudi, ko ni veliko ljudi, ampak ko vlak gre. Tole so, dobro, se to vidite, kaj je. No, zdaj pa naprej transport. Denarja imajo eni zelo velik, ker jih je veliko, imajo eni tudi zelo veliko denarja in pa se zajebavajo z raznimi takimi stvarmi. Tako da to je v bistvu, to so naše slike, to ni zneta. Zdaj, avtomobilov je noro veliko. Zdaj, v Pekingu mi nismo čez dan nikoli videli nobenega tovornjaka, ker je vsa dostava ponoč s tovornjaki, tudi dela se večinoma ponoč, tako da v bistvu, da čez dan čim manj motaš promet. Tako da vsi te tovornjaki, buldožeri, to v bistvu imajo luči in te jarke po mestu za optiko, zato kopljajo čez ponoč. Tako da, gledajte, tale je zanimiv, no, se to bo še enkrat potem. Zastoje imajo zelo velike. Mislim, da je bil največji zastoj do zdaj tako, da je bilo, koliko je bilo, 9 dni, ne? 9 dni se ni spucal zastoj. Kaj je že bilo, tam neko na cesto so delali, je šlo z ne vem koliko pasov, na malo manj, pa 9 dni so stali v koloni. Ne? Tako da ta
prometen del imajo dosti problematičen. Sicer so pa Kitajci super dobri v menedžiranju množic. To, kako oni obvladujejo množice, to še nikoli nisem videl to tako dober. Ker ko je nek praznik, ko se nekje gre nekam, recimo pri nas imamo, bom primer, ne vem, Žičanca na Veliko planino. Pač prideš tja, parkiraš, greš na gondolo in če je lepo vreme, je tam malo gneče, ampak to je to, malo počakaš, v vrsti pa je. No, če je pri njih gneča, je tako, tisoče ljudi in si ne moreš privoščiti, da parkiraš, pa imaš pa gnečo. Se pravi, oni imajo eno stavbo, ki je vhod, potem imajo kakšne 500 metrov tako v bistvu nekega širokega dela asfaltiranega in tako, da se množica porazdeli, potem imajo pa še en vhod, ta druge vrata in tak portal, da se malo to zož, potem se pa spet razširi malo, potem imaš pa tisto vrsto, kakor na letališčih security check. No in to je samo zato, da ko pride v določenih praznikih množica, da oni so sposobni obvladati to množico. In to je neverjetno dobro špila. To po mojem ni države, ki bo znala obvladati množice, kot pa Kitajska. In tudi tako, bom rekel, že stvari naredijo tako stavbe, da lahko to obvladuješ. Ok, zdaj sem malo preskočil. Ta kolesa, sharing bike in to imajo firm veliko, bolj se ločijo po barvah, ampak tega je res neomejeno. Tako da to, kar se mi tle v Evropi mečke hecamo s tem, to je pač tam normalno. Ne? In imate tudi, v bistvu na internetu imate pa tako ogromne koles istih barve, rumenih, ki so jih pač vrgli preč, ker ne delajo več. Ne? To lahko si pogledate na netu, je tudi zanimivo. Zdaj, poleg tega, da imajo zelo dober vozni park, se pravi, ta sloj ljudi, s katerim se mi pogovarjamo, profesorji, recimo tudi kakšen asistent, imajo standard avtomobilov imajo tak kot mi ali boljši, plače imajo približno take kot mi, tako da ne bi kdo slučajen mislil, da so kar nekaj, so povišali plače. Seveda na ulicah pa vidiš dva svetova. En nov svet, ki sem ga zdaj malo razlagal, pa ta stari svet, kjer je low end, je tole pa tole, tega vidiš kar veliko na cestah, pa nek umesen sloj so pa te motorji, ki so praktično vsi električni. Tako da oni pa se odločijo, Peking ni več motorjev na bencin, vsi se vozite na elektriko in dejansko se vozijo vsi na elektriko. To ni tako, kot pri nas bi ali ne bi ali to. Ali. Oni rečejo pač elektrika, to je to. In se vsi vozijo na elektriko. Se vidite, tle nič ni tega. Seveda, ta smog ne delajo samo avtomobili pa motorji, ampak delajo termoelektrarne in še ne vemo kaj, tako da tole je realnost. Prve 2 let, ko sem jaz prišel tja, je v bistvu zvečer izgledal takole. Zdaj, v bistvu par let, ko smo bili, na srečo tega ni bilo, ampak kakšen dan, ko je tako vreme malo bolj mirno, je takole in to je tako, se čuti, kad ni ok. Mislim, vse se vidi, da ni ok. Vse to je. No, gledajte, zdaj, eno je v bistvu hiter razvoj, nove stavbe, vse je cool, veliko, dobro dela, veliko tehnike not. Na drugi strani se je pa to njim zgodilo v zadnjih 20 letih, tako za občutek, Kitajska je bila leta 2008 prejemnik pomoči Združenih narodov v obliki hrane, 2008. Še hrano na Kitajsko. Vse to je verjetno zadnja stvar, ki se 5 let prej zmenjala, ampak tako za občutek. No in ljudje tega hitrega razvoja niso mentalno kupili še. No in potem zgleda takole, ne. Čakajte, to je zdaj en primer, vam pokažem, se pravi, tiste stolpnice, to si morate predstavljati. Evo, gledajte, tele stolpnice, vi si predstavljate, da ko te stolpnice gradiš, tukaj je nekje rob, kjer je bila prej vas, zdaj so pa stolpnice. Pač te stolpnice do nekje pridejo in potem naprej je vas. No in oni te stolpnice delajo tako, da rečejo, gledajte, vi imate tle vašo hišo iz blata, mi bomo to vzeli, pa zemljo bomo vzeli in mi vam damo, zato ker vam bomo vzeli, 2 fleta v stolpnici, če imate pa zelo veliko, pa 4 flete v stolpnici in vi se lahko tja preselite in vse bo cool. Pač dobijo, tako cenovno dobijo več, kot so oni zares, kot je vreden tisti pri njih. No, ampak potem te ljudje pa ne znajo
tega ne znajo živeti na ta način. In tole, kar bom zdaj povedal, gledajte, stolpnice so tukaj, tle so tem naredili nove takele hiše in ljudje so dobili te hiše, ki so bili prej navajeni živeti v eni podrtini, imeti kuhno in spanje in živali vse v eni sobi. No in so dobili, ne vem, 2x50 kvadratov, spodnjem pa zgornji štuk in so naredili noter gostilno. Zdaj, da smo mi prišli do tega, da nas je ta profesorica peljala v eno tako lokalno gostilno, smo jo mogli prositi 4 leta, pa smo rekli, dajte nas peljati ne tle, kaj ful lepo, dajte nas peljati nekam na vas. In dokler nam ni dovolj zaupala, da ne bomo ne vem kaj zganjali s tem, nas ni hotela peljati in potem, to je bilo kdaj, 2 let nazaj je bilo to, ja, 5 let smo rabili, nas je peljala sem in to je v restauraciji, ki je v eni taki hiši, je znotraj WC od restauracije. Se pravi, nimajo pobeljeno, WC je takole, tle bi v bistvu nek lijak, tudi kar neka cev ven iz zidu. Skratka, ne da nočejo, ampak nimajo feelinga. Pekli so zunaj, nekega janca so spekli, noter niso imeli štedilnika, pa tako, kaj je, ampak v bistvu so en roščin not nesli, imeli so eno vitrino staro, kjer so noter imeli, ne vem, sviloprojke, pa žužke, pa tam je na miš letalo. Skratka, preselili so se v stanovanja, brez da bi jih nekdo naučil, kako se to dela. Za jesti je bilo super, ampak te iste hiše z istimi ljudmi, ki so dobili moderna naselja, še zmeraj bi radi kmetovali in potem zlejo okrog teh hiš pač imajo takole malo koruzo, nimajo kam vršiti koruze, nimajo komposta, vržejo tako na ta park vmes. Na cesti pa jih sušijo koruzo, ker jo nimajo več kje, ker se jim v bistvu njihove mini kmetije porušali. Tako da, to je ta drug del. No, to je pa še bolj noro. Vi imate, kje je bilo to? Oni so zelo radi, imajo te svete gore in to je vse zrihtan, tako na 2000 metrov, potem vse res zrihtan super. Potem imaš pa WC-je, WC-ja še niso dobro posvojili, WC to smrdi pa tako. No, ampak tole dol je nazumiran z telefonom, predstavljajte si kitajski zid, pa ni bil kitajski zid, ampak nekaj podobnega, in potem hodiš po robu in tako dol pogledaš, tako 10 metrov dol, tako odrezen, pa je 10 metrov dol in gledaš, kaj je, ponovadi je trava pa malo dreves, v tem primeru je bila pa grezanca. In tole je dejansko drek pomembno. In te pač, ko se to, te so z nekim vedrom to nekam zlivali tle dol, nekaj takega. Kratka, tako, 2 svetova, ki še koeksistirata, tega je vedno manj, ampak še vedno ljudje mentalno niso kupili tega hitrega razvoja, ki se ga gre Kitajska. To je to. Dobro, zdaj to ta del, se pravi, pokrili smo, kaj mi tam delamo, pokrili smo ta razvoj infrastrukture, zdaj gremo pa naprej na to famozno digitalizacijo, ki se jo mi hočemo tle iti, ki v bistvu vse bo digitalno. No, zdaj ena stvar, mi imamo WhatsApp, Skype, še kakšna taka, Viber, no in podobno. Oni večino tega nimajo, ker imajo zaprt na unem njihovem firewallu v glavnem, imajo pa eno aplikacijo, ki je po mojem mnenju boljša od vseh teh, ki sem jih naštel, imenuje se WeChat. Mi vsi v bistvu, ko tja hodimo, imamo ta WeChat in je pač Skype, Viber, karkoli, vse skupaj, unija vsega tega, plus še dodatne stvari. In tle vam piše, kva to je. Social media, messenger, pictures, payment, e-shop, discount, calls, vse. Taksi, vse. Na tej aplikaciji je čisto vse, kar ti rabaš za živeti. Imajo 500 milijonov userjev, zdaj je verjetno že veliko več, to je slikca, ne vem, po moje to že 1 leto staro, ta moja slikca. Tle imate pač kaj vse je. To je polna slikca, ki pržgeš telefon. Lahko pržgemo, vidite, da se pržgi pa pokaž, tako pač ta slikca se ti nalovda, tale zemlja. No, zdaj pa prva stvar. Oni ne plačujejo več s cashom. Zdaj,
ko smo mi eno študentko, mi smo prišli tja, pa smo malo keša zamenjali in to je približno te njihovi RMB-ji so tako kakune, pač 1,7. In v bistvu 100 RMB-jev ni nek denar, 15 evrov. Ne? In ena študentka je rekla, da še ni videla 100 RMB-jevskega njihovega denarja, 15 evrov, ker tega ne uporablja. Ne uporabljajo denarja, vse plačajo s telefonom. Vse. Kaj to pomeni vse, imate na tej slikci? Ko v bistvu nekdo, ki nima denarja, v bistvu si obes QR kodo in drugi mu nakažejo denar po telefonu, ker ni več, zelo malo je keša. Glejte, prosim? Zakaj? A to je bil že odgovor. A ja, ali pa je pa WeChat, ja. Zdaj, glejte, tudi tle, glejte, to so neki prodajo, tle pač telefon, slikca, plačaš tok, to je to, čau. Denarja, po moje sam še turisti, pa ta stari ljudje z denarjem hodijo okrog, ostali ne. To, no druga stvar, o tej študentki sem že povedal, no recimo primer, so zelo razviti, ampak mojih elektrika zafrkava in v teh centrih, kjer je veliko ljudi, niso sposobni zagotavljati elektrike. No in potem študentje imajo fen, imajo pečico, imajo hladilnik, vse imajo na te QR kode in plačujejo po uporabi. Se pravi, če se ti tuširati, plačaš pač to, kar si porabil voda. Če se fenaš, to, kar si porabil fena. Tako da ta digitalizacija, mikropaymenti, sharing ekonomija, to v bistvu pri njih to laufa že nekaj časa. Ne zaradi tega, ker si to en zmislil, da je to fajn, če je to digitalno, ampak zato, ker drugačen sistem ne bi laufal. To je razlika. Ne? Okay, po mojem moram malo pospešiti. Zdaj, mogoče še malo na temo razvoja, se pravi, tudi tole se najame na ta način. To sta dva avtomobila od naših pirov, od profesorjev, ki se z njimi mi pogovarjamo. Se pravi, to izgleda njihov park. Dobro, to je malo, peš se tudi da kam pridati. Glejte, to je pa slikca na temo prevoza. Oni veliko delajo s taksi tudi, ker avto se skoraj ne splača imeti. In v bistvu oni so odvisni od tega njihovega WeChata pa od teh aplikacij in toliko so digitalizirani, da če jim ne dela net, ne vejo, kaj bi, zmrznejo. Mi smo mogli iti na avion in je rekel, ja, bom jaz taksi poklical in nam je ga naročil tam v recepcijo. Taksi, ko je on prišel na ulico, je začel tipkati taksi. Bila je pa rush hour zjutraj in ni bilo taksi. Pa nekaj časa mu še telefon ni delal. Zmrznil je profesor, tako, star je bil, koliko je ne, 50 je star. Zmrznil je, ni vedel, kaj bi naredil. Smo vprašali, a si v hotelu, a si naročil? Ne. Tam je tipkal, ni vedel, kaj bi in na koncu iz kufri bili premočeni, da smo prišli do metroja, da smo z metrojem pa šli na avion, sicer bi vse zamudili, ker unga taksija, ki on mislil, da bo prišel v 3 minutah, ga pač ni bilo, ker neta ni bilo, ker aplikacija ni delala, pa ker taksi ni prišel. Konc, freeze, real life, zemljevid, to sploh ne znajo, sploh so, v drugem svetu so. To se tudi nam zgodilo, samo mogoče malo kasneje. Tako da to je bila taka izkušnja, ki ne bi pričakoval od profesorja, v bistvu, da ne zna priti do letališča, če mu zmrzne net. Kar se hrane tiče, smo že povedali, to je veliko je in spoštovan, več je moč pojesti. Tako da razne hrane, se pravi, takih okroglih misij je veliko, to kar nosijo. To ni, bom rekel, takih rundi je 5. Potem imaš razne variante hrane, tako zelo so natur glede tega, tam ti postajajo tako malo meso dol dajo, spečejo in ti dajo, tako da je sveže pa dobro, tako da ni bojazni, da se už prav hitro zastrupil. Pečejo pa, jejo pa vse, ne? To pa nimajo dilem glede tega. Tako da vse živo probali. Tole je ena boljših hran, te cmočki na razne načine, zelenjavo z mesom, ono tretje, tako da mogoče toliko, ni tle morska kumara, recimo pajki, kače, ne, to, kaj je to? Pač, ja, zdaj, to je ulica, to je Food Street v Xi'anu,
tako izgleda, res je gneča, ki grejo vsi tja jesti na ulico. V teh restauracijah pa dobiš takole servis kar takole zapakiran. Tako da je čisto, no? Ni kar nekaj. Še znamenitosti mogoče malo, z kakšnega filma se tega spomnite, to je ona palača, ki so cesarji noter. Tle je kitajski zid, to je nek Temple of Heaven, tole je Temple. Tako se tega potem vidiš. Ni toliko veliko, v Pekingu v bistvu je 6-7 takih stvari, ki je za videti in če greš 7-krat tja, v bistvu ne greš nič več pogledati. To so te njihove svete gore, to so naše slike in tle ni bilo gneče, vidite, to je v bistvu, tle gore je pol, koliko je to, 2000 metrov, to je, ko je gneča, je totalka. Tole je Temple of Summer Palace v Pekingu, tole je v Xi'anu, obzidje Xi'an je tam v centru Kitajske, je zelo znano mesto, ki ga obkroža 7 rek, pa se ni dal do njega, pa so center tam postavili. To je pač te glineni vojaki, ki jih vedno več odkrivajo. To je pač nek hribu na Sveti gori, največji kip Bude, tako razne stvari. No. Ampak so te daleč, tako ene tam 500 km, pa tako, pa 3 ure z vlakom. Ni tako, kot pri nas, ki je vse na kupu, pa prideš sem za 3 tedne, pa vse vidiš, tam se voziš daleč naokrog. Zdaj, razvijajo se hitro in tako, malo jih še krivi angleščina, malo preberite to. No. To je recimo na zelo znanih lokacijah, takih, kitajski zid, te svete gore in podobno njihove. Keep this thing in the pocket and bag. And don't take. Skratka, prosim? Ja. Ampak tudi no crash the skratka, to je hecno, no, to je veliko smeha, kad to vidiš, ne. Pa je to recimo, do not rely on taking pictures, ne. Skratka, to so hoteli povedati, da pazi, da nam čez padlo, ne. Tle spodaj je bil pač en prepad, ne. This crowd, no, ja. Skratka, to v bistvu še niso čisto skupali, ampak to pač zamenjajo table, pa je, če bi hoteli, niti ni tak problem. No, zdaj pa še v bistvu ta najbolj mogoče zanimiv del, pa zdaj zelo policijska država so. V vseh glavnih trgih in to je ultra varno in imajo v bistvu takele kombije imajo in not imajo policaje in to ono rdeče, modro blinka non-stop in ta policija je povsod je policija in to je, počutiš se res varno, no, tako ni da bi bil ogrožen kjerkoli, ne, mi se nikoli nismo počutili. Bom rekel, ta zastava, pač te vsi njihovi voditelji, templji in to zelo cenijo to, kako so oni do tega prišli. Zelo veliko tega security, se pravi na ta trg nebeškega miru, če hočeš gor prideti, je tako, kot da greš pri nas na letališče, pasoš pokažeš, pa torbo daš v ček. Tako da tam se ne bo več, v kratkem času se ne bo več množica zbrala, da bi protestirala, ker bojo oni točno ne vedeli, kdo to je. Pa tudi ne bojo dovolili, da pridejo. No, to sem doma slikal na televiziji enkrat. Kaj mislite, da je odgovor? Kdo je za B? Kdo je za A? C? C je odgovor, ja. V čuzo greš, če v bistvu ugotovijo, da ne skrbiš za starše. Tako da, take, v bistvu, zelo restriktivne stvari imajo, ne. Tam ni demokracije, ne. A to pa ne vem. Do pokojnin še nismo prišli. Vemo pa, da v bistvu zdaj, ko imajo ta generacija, ki ima enega otroka in je velik problem, kako otroke v Ameriko spraviti, ker to stane 120 000 evrov in cela familija dela za to, da ti otroka spravaš študirati. Ker je to samo
eden, na katerega lahko staviš, nimajo 2, 3, pa tako, da bo vsak mal nekaj. Ne. To je cel stres. Ne. Po 2 službe delajo. No, zdaj pa to, teh kamer je polno, povsod in te so, Kitajska je po moje tista, ki dela ta artificial intelligence, pa prepoznava vsega, oni so po moje ful naprej. Sploh zaradi tega, ker delajo ta social score, o tem mečkaj malo kasneje. Veste vsi, kaj je social score? To je tisto, da v bistvu točke daš državljanom in v bistvu boljši si, več možnosti imaš, da prideš na vlak, na cenejše, ne vem, kaj cenejš dobiš, česa ne moreš, če nimaš dosti točk in tako naprej. Zanimivo je, ko oni handlajo ponekod prepoved vožnje. Recimo v kampusu imajo oni omejitev 30 in imaš kamero, ki te snema, če greš več kot 30, dobiš opozorilo, če greš drugič več kot 30, se ti pač rampa za noter ne odpre več, pač boš pa zunaj avto parkiral. Pač in vozaš 30 noter po kampusu. Ni, bom rekel, te stvari imajo dosti dobro pošlihtane. No. Je pa res, da ta zasebnost in to je pa pri njih ne obstaja. Ne. To v bistvu, ti daš na letališču, daš prstne odtise, 5krat te poslikajo. Na letališčih piše tako, da piše, da v bistvu moraš vedno uporabljati svojo identiteto, torej ne vzem neke SIM kartice, brez da povedal, kdo si. Kad na letališče prideš, piše plačaj davke, ali se ti bo zgodilo tisto, kar se juni, kaj je bila ona igralka, ki ni plačevala davko, pa se je pa očuzili. Ona, ki je igrala v James Bondu, kaj je bila? Ena taka Kitajka, ful znana. Tako da tle nimajo tolerance. No, zdaj pa to. No in ta social score, mi tako malo ha, social score, ne? Ampak dejansko oni to rolajo na vlakih. Zdaj bom šel malo iz tega le ven. A se rola? Ok, to je v bistvu en prevod. Dajte tole gledajte, no? A povečam. The behavior will be recorded in the individual credit information system. To avoid any negative record of personal credit, please follow the relevant regulations and help with the orders on the train and at the station. Ok, you got the point. Se pravi, lepo se obnašajo, sicer boš dobil negativne točke, pa boš pa že videl. Ne? Tako da to se definitivno dogaja tam in v bistvu ni fajn biti Kitajc. Dobro, dajmo ostati tle. Tako da dejstvo je, da ko v bistvu te dobijo na samem, profesori te dejansko vsak vpraša, tako da ni nobenega drugega, kako bi pa jaz prišel sem, ali pa kako bi pa jaz, sej tle je super, pa to se razvijamo, naredimo dosti, ampak kako pa mi malo bolj začeli sodelovati, a se da kaj jih vam, imate kakšno mesto za profesore. Mislim, po referencah so oni tako way over, ful hujši kot mi, pa bi sem prišli z veseljem. Zato, ker v bistvu jih začenja malo mučati, ene 3 stvari jih mučijo, okolje, ki imajo čist degradiranega, muči jih malo tudi hrana, zato, ker so zdaj ugotovili, da vodstvo partije jim gojijo hrano drugje, ki pa gojijo hrano za ostale Kitajce. In to ene par se nam jih je pritožilo, da to pa ni cool, ker pa ne vejo, kaj jejo. Pa v bistvu to, ki pridejo sem videl, da je v bistvu tle dosti bolj free, pa ta narava, tako da smo blizu, to v bistvu takoj bi kupili vsak. Praktično vsak, s katerim smo se pogovarjali, če ni bil v bistvu kakšen res iminenten, je vprašal, kako sem pridati, da bi nekaj. Ne?
nismo bili mi free. Hvala Bogu, da nismo bili mi. Ja. Res samo eno vprašanje, Ja. izgine, ker imam šov. A ste uspeli na Wikipediji povezati slovensko kreditno kartico? Nismo sploh se trudili. Ne, sej tam v bistvu, sej sem rekel, mi smo s cashom plačevali. Zdaj, sej tole mislim, da je konc, no. Zdaj, še 2 minute, pa gremo. Glejte, zelo pomembna zadeva na Kitajskem, ki smo jo mi razumeli, je eliminating uncertainties. Oni v bistvu imajo stabilnost. Ne nič narediti, stabilnost je najbolj važna. No in zdaj v bistvu sem prvič videl, tole mi je Janez poslal eno fotko iz enega Kitajca, ki je bil pri nas, 2 tedna nazaj. Je v bistvu, iz tega stabilnost so šli na to, oni že predvidijo, kaj se bo zgodilo, pa bojo ukrepali, ne, predtem. To je po moje to. Zdaj, če koga zanima, kako je pa izgledalo, ko so Kitajci kupili nizozemski fuzbalski klub v drugi ligi, pa so pa to hoteli po kitajsko delati, pa jim ni šlo, je pa v bistvu reality check je tole, se pravi, tle je en dokumentar 4.11. je bil in ga imate tudi na RTV 4D, se splača, ker vidiš logiko funkcioniranja Kitajcev. In je pač zelo drugače. To je to. Ta je bil ta zadnji. Evo. Zdaj, naslednji bo pa na temo strele Aleš Brkopac. To pa boste povedali kdaj, čez kakšen mesec.